pozdravljeni na današnji letošnji tretji akciji o ozaveščanju o tveganjih, ki jih prinaša v promet alkohol in droge. Kolega Mateja prosim, da najprej predvaja video, s katerim že celo leto izvajamo obsežno medijsko kampanjo. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren, vozi trezen. Hvala lepa. Uvodno besedo predajam v.d. direktorja Agencije za varnost prometa, magistrici Simoni Felser. Izvolite. Hvala. Spoštovani predstavniki medijev, zahvaljujem se vam, da ste danes z nami in nam pomagate pri prizadevanjih za boljšo prometno varnost. Skozi vse leto, tudi v prazničnem decembru, vas želimo obvarovati pred tveganimi dejavniki, ki vodijo v prometno nesrečo. Prav v decembru se vožnja pod vplivom alkohola dogaja najpogosteje. Začeli smo s tretjo in najbolj obsežno nacionalno preventivno akcijo za preprečevanje udeležbe v prometu pod vplivom alkohola oziroma drog. Če k alkoholu dodamo agresivno vožnjo, neprilagojeno hitrost in vožnjo v napačno smer, se največkrat zgodijo neželene posledice, hujše telesne poškodbe, invalidnost, smrtne nesreče. Pod vplivom alkohola in drog vozniki menijo, da vozijo bolje kot dejansko. V resnici pa je sposobnost zaznavanja slabša, ocene razdalj so napačne, reakcije počasnejše, pri ravnotežju se pojavijo motnje, zožen je zorni kot. A kriv ni alkohol. Odgovornost je na človeku, ki se je vinjen ali pod vplivom drog usedel za volan. Alkohol je širši družben problem, ki ima uničujoče posledice ne samo v prometu. Zgovorna je številka, da je v letu 2021 poraba čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let znašala 10,62 litra. Zmotna so prepričanja, da obilno obložene mize v prazničnem času in sprehod po svežem zraku ublažijo posledice alkohola. Ena merica alkohola se v telesu presnavlja 1 uro. Optimistično lahko sicer ugotovimo, da smo na segmentu vožnje pod vplivom alkohola pri najhujših posledicah, torej pri smrtnih prometnih nesrečah, dosegli precejšnje, kar 54% izboljšanje. Beležimo namreč najmanj smrtnih žrtev doslej. Zabeležili smo do 4. decembra 17 smrtnih žrtev, a hkrati smo povečali število hudo poškodovanih. Zaradi alkoholiziranosti povzročiteljev je bilo letos 5% manj lažjih telesnih poškodb. Največ povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo iz 2 starostnih skupin, od 35 do 44 let in od 55 do 64 let. Vsaka starostna skupina je povzročila 4 umrle. Največ hudih telesnih poškodb so povzročili mladi v starosti od 25 do 34 let. V zadnjih 3 letih sta bili ženski pod vplivom alkohola odgovorni za 2 smrti, moški pod vplivom alkohola pa kar za 77. V decembrski akciji za širšo podporo medijev, z veliko vključenostjo nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in svetov za preventivo izvajamo številne aktivnosti, saj si iskreno prizadevamo, da naš glas doseže čim večje število ljudi. Danes je že prazničen dan, obiskal nas je prvi izmed 3 dobrih decembrskih mož. In tudi z nami so danes dobri ljudje, ki svojim zgledom in ravnanjem vrsto let prispevajo k boljši prometni varnosti. Vsi skupaj vas pozivamo, bodite 0:0 voznik, ravnajte odgovorno, da bo december sijal v soju prazničnih, neintervencijskih luči. Hvala lepa. Besedo bomo predali gospodu Robertu Vekovcu iz sektorja prometne policije, prej pa bomo predstavili mikrofone.
Lep pozdrav tudi v imenu slovenske policije. Če na začetku najprej še jaz malo orišem problem alkohola v prometu, lahko povem, da je policija v letošnjem letu obravnavala nekaj več kot 16.800 prometnih nesreč, v katerih je več kot 1400 prometnih nesreč so povzročili vinjeni vozniki. To predstavlja skoraj desetino vseh povzročiteljev in če potem pogledamo prometne nesreče s hujšimi posledicami, lahko ugotovimo, da se ta delež samo še povečuje. V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je delež vinjenih povzročiteljev že več kot 20%. Statistika torej sama po sebi že dokazuje v bistvu vsem znano dejstvo, da alkohol negativno vpliva na voznika, da se njegove lastnosti, njegove sposobnosti za vožnjo zmanjšujejo in da se na drugi strani možnosti, da tak voznik povzroči prometno nesrečo, povečujejo ali da je v taki prometni nesreči vsaj udeležen. Zato si seveda želimo, da v bistvu to sporočilo doseže slehernega voznika, da se vsi zavedajo teh nevarnosti, hkrati pa moramo seveda žal ugotoviti, da določena skupina voznikov še vedno sede za volan, kljub temu, da je predtem uživala alkoholne pijače. Policija je v letošnjem letu odredila že preko 380.000 preizkusov alkoholiziranosti in obravnavala preko 12.000 alkoholiziranih voznikov. In ta številka je v bistvu že sama po sebi zaskrbljujoča, da ne rečem zastrašujoča, predvsem pa nesprejemljiva. Policija je zato že pred dnevi napovedala, da bomo v decembru poostreno nadzirali psihofizično stanje. V tem tednu, ko se pa poleg te naše nacionalne akcije pridružujemo tudi vse evropske akcije, pa napovedujemo, da bomo svoje ukrepe še okrepili. Napovedujemo, da nas ljudje lahko pričakujejo v različnih časovnih obdobjih, na različnih lokacijah, v različnih oblikah dela, samostojno, v skupinskem delu, da lahko vozniki, ki bodo zaloteni pri storitvi prekrška, pričakujejo, da jim bo odrejen tudi preizkus alkoholiziranosti. Seveda vse to z namenom, da predvsem v bistvu ljudi, ki še vedno menijo, da lahko sedejo za volan in če so pred tem uživali alkohol, da jih odvrnemo od takih ravnanj. Seveda na koncu lahko samo še opozorimo vse voznike, da v tem decembrskem času, ko so slabše vozne razmere, ko je svetli dan dneva zelo kratek, v prvi vrsti pazijo na šibkejše udeležence v prometu, da prilagodijo hitrost vožnje in ne nazadnje, da za volan sedajo samo v ustreznem psihofizičnem stanju. Hvala. Najlepša hvala. Besedo predajam gospe Vesni Marinko, vodji sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Direktoratu za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Najprej lepo pozdravljeni tudi v imenu Ministrstva za zdravje. Lahko rečemo, da smo že zakorakali v ta veseli decembrski čas, ki je pogosto povezan tudi s povečanim pitjem alkoholnih pijač. Zdaj vsako praznovanje je pomembno, ampak v Sloveniji nažalost tako, da vse te pomembne dogodke praznovanja praviloma obeležujemo z nazdravljanjem z alkoholom, se pravi vse rojstne dneve, obletnice, potem so to dekliščine, fantovščine, zelo vsa praznovanja. Zdaj na praznovanjih večinoma to ne počnemo z vodo ali sokom, v veliki večini to z alkoholnimi pijačami. Zdaj Svetovna zdravstvena organizacija uvršča pitje alkohola med najpomembnejše dejavnike tveganja za breme, bolezni in prezgodnjo umrljivost, ter povezuje škodljivo rabo alkohola z več kot 200 bolezenskimi stanji, poškodbami, zastrupitvami. Alkohol je tudi 6. najpomembnejši dejavnik tveganja za izgubljena leta zdravega življenja. Zdaj Slovenija se po količini popitega alkohola uvršča med tiste evropske države z visoko porabo in sicer z več kot 10 litri, se pravi z 10,62 litrov registrirane porabe čistega alkohola na prebivalca starega 15 let ali več. Če to prevedemo v posamezne alkoholne pijače, to pomeni, glede na celotno količino popitega alkohola v Sloveniji, da vsak posameznik v Sloveniji popije 45,1 liter vina, potem je to 84,6 litrov piva in pa 3,6 litrov žganih pijač. Zdaj škodljiva raba alkohola je javnozdravstveni problem in je družbeni problem. Poleg tega, da alkohol vpliva na številne organe v našem telesu, je tudi droga, ki ohromi naše možgane.
Pri osebi, se pravi, ki vozi in pije, vpliva na njegovo presojo, zmanjša samokritičnost, vodi v precenjevanje njegovih lastnih sposobnosti, poveča pripravljenost za tveganje, podaljša njegov odzivni čas in pa zmanjšuje sposobnost usklajenega gibanja. Zdaj, raziskave kažejo, da v Sloveniji alkoholne pijače pije več kot petina odraslih prebivalcev. Kažejo pa tudi, da dobra polovica odraslih prebivalcev alkoholne pijače pije na visoko tvegan način. Med njimi je največ takih, ki sicer večjih količin ne pijejo redno, se pa z njimi največkrat enkrat letno opijejo. V Sloveniji se torej vzorci pitja prenašajo iz roda v rod. Otroci se pogosto učijo razvad in slabih navad doma, in sicer alkohol je zelo dostopen. In sicer najpogosteje ga otroci mladi ga dobijo doma, saj pri nas alkohol že vključen v kulturo in običaje. Po raziskavi HBSC otroci prvič pijejo alkohol pri 11 letih, in sicer po podatkih HBSC mladostniki v povprečju poizkusijo pri 11 letih 15%, potem je 40% 13-letnikov in 71% 15-letnikov. Ti podatki so tudi pomembni zato, ker se človeški možgani razvijajo nekje do sredine 20 let in so bolj dovzetni za škodljive učinke in pa posledice alkohola. Alkohol ima torej psihoaktivni učinek, vpliva na odmiranje možganskih celic in drugih celic ter povzroča zasvojenost. V Sloveniji, se pravi, po podatkih, kot lahko slišimo, že vsako tretjo prometno nesrečo povzroči zaradi alkoholiziran voznik, kar kaže predvsem na to, da je se potrebno na tem področju, na področju alkohola, intenzivnejše medresorsko povezovati in sodelovati, kar bo zagotovo prispevalo k zavedanju, da je alkohol širši družbeni problem. Nenazadnje so stroški povezani s pitjem alkohola v Sloveniji znašajo 230 milijonov evrov letno. Ministrstvo za zdravje je v Martinovem času letos že 7. izvedlo akcijo Slovenija piha 0:0 in izkazalo se je, da so jo slovenski vozniki sprejeli za svojo in jo pričakujejo že na slovenskih cestah. Z njo nadaljujemo tudi v sklopu teh skupnih aktivnosti v mesecu tudi decembru. Zdaj, navade voznikov se spreminjajo počasi, česar smo zelo veseli, kar pa se zagotovo odraža predvsem pri mladih. Če pogledamo statistiko, je v zadnjih 5 letih bilo 60% manj prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola prav pri mladih. Na Ministrstvu za zdravje med pomembnejše zgodbe uspeha uvrščamo zagotovo SOPO, ki smo implementirali tudi na sistemski ravni in se koordinira v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Osnovni namen pristopa SOPE je zmanjševanje neenakosti v okviru alkoholne problematike. V okviru SOPE lahko vsak posameznik najde različne vire pomoči, vsak izmed nas oziroma vas pa lahko preko spletnega anonimnega vprašalnika preveri, ali pije preveč. Ministrstvo za zdravje je tudi zaključilo zdajle javni razpis, kjer res podpiramo nevladne organizacije, predvsem pri njihovih aktivnostih zmanjševanjem, preprečevanjem škodljive in tvegane rabe alkohola. V decembrski akciji zagotovo vidimo priložnost, da spodbudimo javnost k zdravemu življenjskemu slogu in upoštevanju ključnih javnozdravstvenih sporočil, ki izhajajo predvsem iz znanstvenih spoznanj o škodljivosti pitja alkohola. In sicer, da ni varne meje pitja alkohola, da je vsako pitje alkohola tvegano, potem, da pijemo čim manj ali nič in da izberemo zdravo alternativo. Ob tej priložnosti pa želimo tudi pozvati organizatorje javnih prireditev, lastnike gostinskih lokalov, trgovce, naj bodo pozorni pri prodaji in ponudbi alkoholnih pijač in naj upoštevajo, se pravi, Zakon o omejevanju porabe alkohola in alkohola naj ne ponujajo opitim in pa mladoletnim osebam. Zato v decembrskem času izberimo varno in pa zdravo odločitev in Slovenija piha 0:0. Hvala lepa. Za izjavo prosim gospoda Roberta Štabo, predsednika Zavoda Varna pot, samo še nekaj. En lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moram povedati, da sem si govor po teh 3 govorih nekoliko spremenil. Vse, kar sem imel pripravljen, bom nekako zaprl.
Zaprl bom pa preprosto iz razloga, ker december je dan radosti, veselja, obdarovanj, želja. In zelo sem hvaležen Agenciji za varnost cestnega prometa, Ministrstvu za zdravje in policiji, da so kot državni organi rekli, da se srečamo skupaj in da v decembru rešimo kakšno življenje in mi vsi skupaj podarimo nekaj najlepšega, to je zdravje in življenje. Zraven mene je Pija, pa na vse zadnje tudi jaz, sam, ki smo bili deležni, kaj pomeni v nekem mesecu, v nekem dnevu, v neki uri, klic telefona, ko ti nekdo pove, da tvojega bližnjega več ne bo ali je pa hudo telesno poškodovan. Torej, to ni dar, to je neka groza, ki te doleti. In moje vprašanje je, ko vsako leto ali pa večkrat v letu se srečamo, ko odgovarjamo na vprašanja novinarjev, seznanjamo javnost, kaj vse alkohol povzroča, prepovedane droge v prometu, zakaj to ne velja za tistih 12.000 voznikov, ki jih je omenil kolega iz policije. Kaj je s temi ljudmi narobe? Jaz mislim, da mi moramo naslavljati tudi te ljudi, ki to slišijo, so vsak dan v prometu in namesto, da bi svoje bližnje obdarili z lepimi darili, se lahko preprosto samo odločijo, ne bom pil in vozil. To je tisti apel, ki ga mi kot Zavod Varna pot zagotovo želimo nekako posredovati slehernemu udeležencu v cestnem prometu. Tisto, kar smo se naučili v času COVID, ko z preventivnimi aktivnostmi po različnih prireditvah dajemo pihati udeležence v cestnem prometu, je en žalosten podatek, da smo to akcijo začeli na začetku z vozniki. Vendar smo hitro ugotovili, da ne govorimo samo o voznikih, govorimo tudi o kolesarjih. Potem kasneje so se tem kolesarjem pridružili še pešci. Torej, apel nas je, vsi mi smo udeleženci v cestnem prometu, vsi mi si želimo priti varno, srečno domov in zato bomo na letošnjih božičnih sejmih naredili kaj Pija. Izvajali bomo akcijo Čista nula, čista vest v praznični preobleki. Imeli bomo praznične patrulje po celotni Sloveniji in sicer bomo imeli patruljo Morje, Gore, Trta in pa Zmaj in bomo ob koncu tedna prisotni z našimi moderatorji in obiskovalci prazničnih prireditev bodo lahko pri njih opravili preizkus alkoholiziranosti in s tem preverili, če je bil mogoče kakšen kozarček preveč in jih bomo nagovorili, opozorili k temu, da za volan ne sedajo in tudi ostale udeležence, tudi s kolesom, s električnim skirojem opozorili, da alkohol v promet definitivno ne spada in naj poiščejo alternativno obliko prevoza. No, na koncu bi se sam želel še zahvaliti prirediteljem, namreč, če pred parimi leti smo se mogli ponujati in prositi, da so nas sprejeli v svoj prireditveni prostor, mislim, da imate vi tudi take izzive, nas zdaj že vabijo, kar pomeni, da je v družbi se naredil nek premik in prav je, da iščemo tudi pozitivne smeri in vzgibe in to je zagotovo eden od teh. Moj apel na koncu pa je, naj ljudje, ki so udeleženci v cestnem prometu in aktivni udeleženci, podarijo najlepše darilo svojim bližnjim in sebi, to je zdravje in življenje in odpoved alkohola in drog v prometu. Hvala. Hvala lepa. Še k zaključni besedi vabim gospoda Davida Razborška, direktorja Zavoda Vozim. Ja, lep pozdrav tudi v imenu Zavoda Vozim, iniciative Heroji furajo v pižamah. Moram reči, da je zelo dobro, da smo v takšni zasedbi danes tukaj, skratka različni akterji, katerih en velik del bomo tudi aktivni v decembrskem času na terenu. Mladi so nekako tisti, ki že dlje časa poudarjamo, da so tisti, katerimi je potrebno slediti. In nekako skupni cilj je, da se ravno to, da ozavestimo, usposobimo ljudi, da predno gredo na zabavo, razmislijo, kako bodo z nje prišli. Deluje zelo enostavno, v praksi pa vidimo, da imamo kupico ljudi, ki tega ne upošteva in zato naj nam bojo mladi ta vzgled ali pa njihova herojska dejanja tista, katerim je vredno slediti. V Zavodu Vozim bomo skupaj, tako kot kolegi v Zavodu Varna pot, aktivno na terenu. Stvar, ki se je že v lanskem letu prijela in ki jo želimo še pospešeno spromovirati, je tudi herojski voucher. To je v bistvu eno orodje na spletni strani heroji.si, s katerim pokažemo, da nam ni vseeno za naše najbližje in z izpolnitvijo tega herojskega voucherja damo vedeti, da smo tudi sredi noči, pa če tudi v pižami, pripravljen priti
po svojega najbližjega. In to je mogoče posebej apel tudi damam, gospem, puncam, kot smo slišali prej iz podatkov, da lahko marsikdaj vzamete ključe ali pa obvestite svoje najbližje, da ste pripravljeni priti po njih. Poleg tega pa bomo tudi aktivno delali z organizatorji zabav, z mladinskimi centri in z ostalimi, da poskrbijo za prevoze in seveda tudi sami izvajali te prevoze. Tako da verjamemo, da v bistvu je čas tako v tej zasedbi, kot tudi na terenu, da počasi začnemo bolj aktivno slediti mladim. Hvala lepa. Zdaj pa morda beseda novinarjem, kakšno vprašanje, kakšen komentar, vprašanje. Jaz bi gospodično Bijo prosila še za priimek, da bo poznali podpise. Aha, Golob. Hvala. Sam ni sestrična od premijerja, ni tako, da naprej spraševati. Gospa Marinko, omenili ste, da bi bilo potrebno medresorsko sodelovanje. Morda lahko ste bolj konkretni, kaj imate v mislih, a že kaj poteka, so že kakšne skupine oblikovane, kaj konkretno ste imeli v mislih? Zagotovo je alkohol tisto področje, ker se dotika različnih ministrstv. Bodi se to ministrstvo za pravosodje, ki ima, se pravi, zakonodajo na tem, predvsem na tistim, ki vozijo nad 1-1, se pravi ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za zdravje, seveda agencija za varnost prometa in pa tudi vsi naši deležniki, se pravi nevladne organizacije in ostali, se pravi, ki so posredno ali neposredno vpeti pri alkoholu. Kot sem že omenila, je alkohol družbeni problem, je tudi javno-zdravstveni problem, zato je res potrebno tukaj, glede na to, da sem prej rekla, da je delež, da je, se pravi, vsako tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidrom, se nekako ta odstotek že nekaj let stagnira, bodi si kakšen let gor ali dol, je potrebno alkohol začeti naslavljati z drugačnim pristopom. Hvala lepa, če več vprašanje. Ukolikor ne, bi si še pogledali za zaključek pozive prvih posredovalcev, to so tisti, ki prvi pridejo na kraj prometne nesreče, pa poglejmo, kaj nam imajo za povedati. Gasilci in reševalci na cestah vidimo preveč krvi in hudih poškodb, ki so posledica pijanih voznikov. Zato prosimo, bodite odgovorni in vozite trezni. Si že kdaj komu moral povedati, da je v prometni nesreči izgubil koga od bližnjih? Zato je vse prevečkrat razlog alkohol. Ne bodi del teh tragičnih zgodb, vozi trezen. Nikoli ne pozabiš obraza staršev, ko mu sporočiš, da je otrok umrl za posledicami prometne nesreče. Kot zdravnica vas prosim, bodite odgovorni, vozite trezni. Alkohol na slovenskih cestah povzroči 1500 nesreč na leto, stotine poškodovanih, desetine mrtvih. Kot zdravnik vas vljudno prosim, vozite trezno. Zdravniki smo enotnega mnenja, da alkohol ne sodi v promet. Najbolj zdrava in varna odločitev je nič alkohola. Alkohol ni kriv za prometno nesrečo. Odgovoren človek, ki se vinjen usede za volan. Zato vas zdravniki pozivam, bodite odgovorni, vozite trezni. To je realnost tragedij v cestnem prometu zaradi alkohola. Reševalci vas pozivamo k odgovornosti. Vozite trezni. Sedaj vas vse skupaj vabimo na Potnikovo ulico, kjer policisti prostaje prometne policije Ljubljana izvajajo preizkuse alkoholiziranosti voznikov. To boste seveda lahko tudi posneli, na voljo vam bodo naši sogovorniki tudi za izjave, ki jih lahko posnamete zunaj. Na vaših gradivih, v vaših preskritih pa so že vsa gradiva sporočila za medije, vse izjave, vizualije in videi. Hvala lepa.